Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. 33. epizoda in kot vsi vemo, 33 je številka, ki je najbolj povezana z enim najboljših košarkarjev vseh časov, Larry Bird. Če ste mislili, da te introti ne morejo biti slabši, mislim, da je lahko še slabše. Ampak Larry Bird je bil res ok. Danes par takih mini tem, pa potem v slovenščini novem iOS-u, pa na koncu par vprašanj. In prva mini tema. Instagram bo začel za najstnike, v bistvu za mladoletne, do 18, privzeto zaklepati račune njihove na Instagramu, da bodo samodejno že kar na privat nastavljeni, potem da jim ne bojo mogli pisati ljudje, ki jim ne sledijo. In polno takih, bi človek skoraj rekel, zdravorazumskih in dobrodošlih rešitev, ki so na Instagram prišle, in zdaj bom dejansko tukaj prekinil, ker bom šel pogledati, kdaj je Instagram vam prišel. In sem nazaj. Leta 2010... Leta 2024 so se pa zgnili, pa mogoče kaj naredili v tej smeri. Ja, ali je to korak v pravo smer? Seveda, ali je 17 let prepozno? Ni 17, ali je 14 let prepozno? Absolutno, ampak vsaj nekaj se dogaja. Sej bi bil boljše volje, ampak je v bistvu kar težko biti, po pravici povedano. Naslednja mini tema. Nekaj, o čemer jaz v življenju nisem mislil, da bom govoril v tehnični podpori. Pred dnevi je prišla novica, da je v Libanonu hkrati eksplodiralo veliko teh pozivnikov oziroma pagerjev. To je tehnologija iz leta 1612 najvrš, ki jih je tam uporabljala pač skupina Hezbollah. V res politični vidik tega jaz res ne bi šel, ampak nekako je tako, da je potem Izrael oziroma izraelska vojska oziroma izraelska obveščevalna služba v te pozivnike dala eksplozive in jih nadaljavo sprožila in je bilo kar nekaj ljudi mrtvih in zelo, zelo veliko ljudi poškodovanih. Tisto, česar bi se jaz dotaknil, je to, da ja, dejansko so bili eksplozivi noter potaknjeni, ni šlo za to, da so poklicali na frekvenco, številko, na karkoli in nekako povzročili, da ne vem, tiste 3 boge baterije, ki so v teh pozivnikih ponavadi, potem tako močno eksplodirajo, da ubijajo človeka oziroma jih poškodujejo. To je vse, kar sem jaz hotel tukaj povedati. Je pa res, da je kar nora zgodba, to si pa tudi upam reči. Res nora zgodba in pa seveda kot vedno zelo žalostna zgodba. Ampak ja, ne se bad, da bo nekdo poklical na neko številko in vam bo telefon v žepu eksplodiral. To sta bili že 2 mini novici. Zdaj pa tretja. V ZDA se začenja nov proces proti Googlu, kjer naj bi izrabljal svoj dominanten položaj. Tokrat se bodo ukvarjali z oglasi njihovimi, ki predstavljajo kar 10% prometa tega podjetja, kar ni zanemarljivo. Je pa res, da je tukaj gre šele začetek sojenja pri tistem o njihovi dominanci na področju iskalnikov, smo pa proti koncu prve faze že, zato smo imeli tisto prvo sodbo, tukaj se šele začenja in samo ameriški pravosodni sistem ve, kdaj bomo tukaj dobili sodbo, ampak se mi zdi vseeno vredno to izpostaviti, ker se potem vidi, kako resno je ameriška država vzela Google pod drobnogled oziroma kako resno se ukvarjajo z regulacijo. Pa če se navežem tudi na tisto prvo novico, Instagram in tisti računi za najstnike najbrž niso prišli samo po vzgibu, dajmo nekaj narediti znotraj podjetja, ampak je prišlo tudi do impulzov od zunaj, zelo, zelo verjetno, ker sicer podjetje ne čaka 14 let praktično, da kaj takega uvede, da malo bolj zaščiti mladoletne osebe na svoji platformi. 14 let, se pravi ljudje, ki so bili rojeni takrat, ko je Instagram ven prišel, bodo zdaj dobili malo bolj varne račune. Res, ker medaljo bi jim dal. Še ena taka napol birokratska oziroma regulativna, Apple mora zdaj Irski plačati 13 milijard evrov, meni je noro, ko se te številke omenjajo, ker je EU tako rekla, ker je Irska dejala pač ugodnosti Apple za to, da so tam postavili svoj sedež v EU. EU je zdaj rekla, da to ni ok in zdaj mora Apple plačati, pri čem je prišlo do res norega preobrata, kjer Irska cel čas govori, ne, Apple, se ni treba plačati, se bomo že znašli, ker pač nočejo izgubiti tega podjetja oziroma sedeža podjetja tam. Dejstvo, da te tehnološki velikani nekako ne plačujejo davkov, zelo nasplošno govorim, že kar nekako šala taka v javnosti, kjer se to o tem kar odkrito govori, sploh Irska je potem tukaj primer zaradi EU-ja, tako da ja, kar zanimivo, da se tudi v tej smeri spet nekaj odvija, ker o tem denarju se je vedelo že nekaj časa, potem pa na vsake toliko celo pride kakšna odločitev ali pa sodba. Bomo pa videli seveda, kako se bo to razpletlo.
To je to, kar se teh bolj mini tem tiče, zdaj tista malo večja. Slovenščina je, iOS 18 je prišel ven kakšen dan nazaj, če imate kakšne iOS naprave, jih lepo posodobite in lahko vklopite slovenščino. In ja, slovenščina tam je, prevodi so, kako dobri so, ne, drugi sodijo. Lahko bi bili boljši, ampak vseeno, dejansko je to kar velik korak. Jaz bi samo spomnil, da to že spet ne gre, tako kot tam pri Meti oziroma Facebooku oziroma Instagramu in tistih računih za najstnike. Tudi tukaj ne gre za dobro voljo podjetja Apple, ampak je šlo za zakon, ki je bil pri nas sprejet in to je bila tista kaplja čez rob teženju, večletnem teženju, da podprejo tudi slovenščino, tako da res že spet ne dajemo medalje tukaj Appleu, ampak smo le veseli, da so upoštevali zakonodajo. Seveda pa iOS prenaša še veliko drugih novosti, moram reči, da gre kar za eno različico, ta 18-tica, ki kar nekaj večjih sprememb prenaša. Jaz sem si jih par zapisal, ki so bile meni zelo zanimive, bom šel zelo hitro čez, seveda je tega veliko več. Najprej, ikone aplikacij zdaj lahko razporejamo po mili volji, ker pri iOS-u prej to ni bilo mogoče, zdaj pa končno je, tako da lahko, ne vem, jih daš v obliko oja in je na sredini slika tvoje mačke in lahko potem mačko gledaš, ti jo ne prekrivajo ikone. Ne? To je ta prihodnost, ki smo si jo želeli, ne res, končno. Potem ena zelo zanimiva reč, ki sicer nobenemu ne bo prišla prav, ampak upam, da zato, ker jo je iMessage, se pravi, to je ta aplikacija za sporočanje, ki jo je prav od Apple in deluje samo na njihovih napravah, zdaj omogoča pošiljanje sporočil z zamikom. Mislim, da lahko 2 tedna naprej nastaviš, da bo nekaj poslalo, kar se mi zdi super, to vsi, ki delamo z spletno pošto v službah ali pa zasebno, ki to uporabljamo, vemo, kako koristna je ta funkcionalnost in zdaj nekako upam, da ker je Apple to vgradil v svoj sistem, spravi iMessage, da bo kakšna aplikacija to tudi kopirala, popravite me, ampak mislim, da nobena od večjih nima te možnosti, saj ne, da bi jaz vedel. V tem podcastu sem večkrat govoril o podpori RCS-ju, to je temu, gremo reči, nasledniku SMS protokola oziroma standarda. Ja, Apple ga podpira, vendar saj na mojem telefonu ne dela, ker je to tudi odvisno od operaterja in moj operater očitno tega ne podpira. Tukaj pa prosim vas, za nalaž nisem povedal, na katerem operaterju sem, dejte povedati, če pri vas to slučajno dela, to pa preverite tako, da greste pač v iMessage, tam, kjer načeloma pošiljate SMS-e in bi moralo pisati tam, kjer tipkate SMS, oziroma, če podpira in je podprto in omogočeno RCS, kar bi bilo kar super. Potem ena stvar, ki je bila meni zelo zanimiva, je, da lahko, ko snemaš video z iPhoneom, zdaj prekineš snemanje tako, da daš v narekovajih premor in potem zamenjaš kader in snemaš naprej. Spravi, ni treba delati več klipov hkrati, kar mislim, da je kar super funkcionalnost in je kar noro, da je ni v večjih sistemih. No? iOS jo zdaj ima. Ena reč glede podcastov, zdaj lahko epizodo podcasta v Apple Podcast, se pravi uradni aplikaciji od Apple, deliš tako, da deliš na točno določeno minuto in sekundo v epizodi, kar se meni zdi super, jaz to večkrat uporabljam, do zdaj sem uporabljal sicer od Overcasta sistem, zdaj pa mislim, da bom kar prišel na Apple Podcasts. Pa še taka zadnja reč, ki se mi je zdela zelo uporabna v kalkulatorju, se pravi aplikaciji kalkulator, zdaj lahko pretvarja stvari, ne vem, valute, mere in vse ostalo, to se mi je zdelo tudi kar ok. Seveda je novosti še več, v zapiske sem dal članke od prejšnjih mini novic in pa tudi do videa od Joanne Stern iz Wall Street Journala, ki vedno naredi nek tak povzetek, kaj je novega v iOS-u, pa je res tak super video, če vas zanima, imate iPhone, se res plača pogledati. Zdaj pa na vprašanja, ki jih lahko date kje, ljudje, ki tega ne veste, ker nisem še nikoli omenil tega, ne vem, če sem že kdaj omenil, da obstaja obrazec, vprašajem že ta sklicajem, ki je v zapiskih. Hvala vam za vprašanje, res fino vprašanje dajete, dejte jih še. Prvo vprašanje je od Maše. Živjo, sklicajem, Maša. Starši razmišljajo o nakupu novega tiskalnika, kajti njihov prejšnji še nima možnosti povezave preko Wi-Fi omrežja, okay? In posledično lahko preko kabla deluje le na enem izmed računalnikov, kar povzroča veliko logističnih zapletov, verjamem. Oče je imel idejo, da bi kupil laserski tiskalnik, saj je slišal, da se naj bi razlika v ceni med navadnim, ne, v narekovajih, se pravi tisti s kartušami, v nekaj letih povrnila zaradi cenejših kartuš. Je to res, oziroma kaj priporočaš? Za kontekst napravo se večinoma uporablja za skeniranje ter za tiskanje nekaj strani na mesec, na vsake kvarte, to mi zelo všeč, pa za kakšno malo bolj obsežno tiskanje kakšnega daljšega dokumenta ali skena kakšne literature. Hvala, oklepaj in super podcast, zaklepaj, Maša. Ja, tiskalniki, ta tehnologija, ki noče postati zares zanesljiva in dobra. Jaz bi takole rekel,
Kar se tiče skeniranja, najprej bi to omenil. V žepu imate vsi, Maša, najbrž tudi njeni, najbrž, tudi njeni starši, jaz in vsi, ki tole poslušate, telefon, ne glede na to, kakšen telefon je, ki ima dosti zmogljivo tipalo, da poskenira karkoli. Moj nasvet vsem je, ne kupujte pač več skenerjev. Res jih ne več kupovati, ker so telefoni absolutno dovolj. Absolutno dovolj in veste, kaj je fajn? Veliko manj prostora vzamejo. Kar se pa tiskalnikov tiče, pa ja, za tako uporabo, kot to Maša opisuje, in mislim, da je kar veliko ljudi v tej situaciji, bi pa res priporočal, ja, nek laserski tiskalnik, sploh ne rabi biti neka draga naprava, potem, če še ni skenerja zraven, je to seveda tudi dosti manjša naprava in zauzame veliko manj prostora lahko v domu. Tako da ja, jaz sem velik fan laserskih tiskalnikov. Nazadnje, ko sem imel še tiskalnik, sem imel laserja, se temu reče strokovno, tako da ja, tako kot je Maša napisala. To bi bil moj nasvet. Evo. Tisti, ki pa, ne vem, tiskate slike in potrebujete barve, pa že veste, v katero smeriti. Naslednje vprašanje. Julija, ki je začela s hoj, kar spoštujem. Imam en star računalnik iMac, ki je star 11 let, bravo iMac, in še čisto spodobno dela. Pred nekaj leti sem tudi zamenjala disk na SSD, razširila pomnilnik 16 GB, odlično, ker se je to še dalo. No, zdaj pa težave, ne? Apple že nekaj časa ne dovoli posodobitev operacijskega sistema, zato žal vse več programov ne dela ali pa obstajajo na nekih starih različicah. Zdaj skoraj za vsak program googlam, kako pretentati Apple in kako ostati na neki starejši verziji aplikacije, ki je še kompatibilna, naprimer OneDrive in podobno. Ali obstaja kakšna enostavna rešitev, da posodobim operacijski sistem, oziroma kako drugače uredim to, ali je čas, da se od računalnika poslovim. Najbolj uporabljam Photoshop, InDesign, Illustrator, ma ne delam nekaj hudo zahtevnih stvari ali videa. Jaz bi tukaj dve reči rekel. Ja, jaz mislim, da ukvarjanje s tem, kako spraviti novejše različice operacijskih sistemov gor, jaz bi to kar odsvetoval, ker mislim, da samo težave čakajo na tej poti, sploh če nisi veš tega. Tudi če daš nekomu drugemu to narediti, recimo to je tudi Julija napisala, pa gre potem kaj narobe, že spet treba človeka klicati in upati, da bo potem karkoli znal popraviti. Tako da ja, jaz mislim, da 11 let je res zelo spodobna doba za iMaca in mogoče je res čas za nakup novega. Tisto, kar me je pa zelo zanimivo in to, kar je Julija tukaj tudi omenjala, je pa to, 11 let star iMac je omogočal to, da si zamenjal pomnilnik. Toliko stare, mislim, da je bilo tako, da je bil celo vratca so bila na zadnji strani, to omogoča večina računalnikov, Apple je pa zdaj že kar nekaj časa zelo trdno na poti, kjer se tega ne da več. In potem, če se, recimo Julija ali pa kdorkoli odloča za nov računalnik in pogledate potem tiste cene, jaz vem, da Apple praktično hoče, da prodate ledvico, če hočete malo več pomnilnika oziroma shrambe. Ampak dejansko mislim, da je tako, da ko gledate nove računalnike, tudi če kupujete računalnike, recimo prenosnike z okni, je dostikrat pomnilnik pač zalotan na ploščo in se ga ne da menjati oziroma nadgraditi, da če v kaj date denar pri novem računalniku in to tudi, če recimo bo Julija kupovala novega iMaca, dejte ga v pomnilnik. To je še vedno moj nasvet, ne vzeti tistih osnovnih modelov, to doplačite. Ja, cena bo noro večja, bolelo vas bo, jezni boste na Apple ali pa na Lenovo, ampak jaz mislim, da bolj kot shramba, ki se jo zdaj res da rešiti s kakšnimi zelo hitrimi SSD-om in s temi USB-C oziroma Thunderbolt priključki, ki sploh ne boste vedeli, da to ni pogon, ki je ni v računalniku, ampak je priklopljen preko USB vhoda, Ja, pomnilnik je pa zdaj, odkar so zalotani na matične plošče, tista reč, v katero mislim, da se splača investirati. Prav zaradi tega, ker potem na eni točki ste v situaciji kot je Julija, ko bo računalnik res lahko delal dolgo časa, ne bo se pa dalo pomnilnika nadgraditi. Disk boste lahko USB gor priklopiti in ste rešeni. Pomnilnik je pa pač zalotan in bo tak zavedno. In je to treba vedeti. Seveda pa to pomeni višji strošek, od tega pa tudi res in sem jaz tudi noro jezen. Jaz, ko sem nazadnje kupoval računalnik, ko sem videl, koliko moram dati za dodatnih 16 GB pomnilnika, sem tudi, zdaj bi lahko klev, pa ne bom. Še eno vprašanje, Anže, sklicajamo, Luka ga je postavil. Zanima me tvoje mnenje o aplikacijah za navigiranje. Do zdaj sem vedno uporabljal Google Maps, ker me je enkrat Apple Maps tako dvakrat je, tako okol prinesel, da sem ga nehal uporabljati. Mi je pa grafično veliko lepša in preglednejša Appleova aplikacija kot Googleova, sploh križišča v mestih.
Kaj pa ti uporabljaš? Ja, vidite, to vprašanje ni toliko vezano na samo aplikacijo. Jaz tudi mislim, da estetsko je Appleova dosti boljša, je pa mislim, da ta težava, da v naši regiji, bom kar tako rekel, Google Maps veliko več zna. In od navigacije do lokacij, do vsega ostalega. Je pa Google Maps oziroma zemljevidi Googlovi so postali z leti zelo natrpani. No. Ni druge besede kot res natrpani. Gre za tako zgoščen uporabniški umestnik in izkušnjo, da je včasih res lahko zelo zmede, ampak kar se pa samih podatkov tiče, tako o cestah, kot ne vem, o podjetjih, ki bi jih iskal, naslovih in vsem ostalem, pa mislim, da so Googlovi zemljevidi še vedno boljša opcija kot pa Apple Maps. Oziroma Appleovi zemljevidi, zdaj, ko imamo slovenščino na iOS-u, so Appleovi zemljevidi. Z veseljem poslušam tvoje podcaste in redno preverjam, če je na voljo že kakšna nova epizoda. Hvala, Luka. Hvala, ker to počneš, si mi napisal, pa dal tiste emoji, rokerski emoji, ki sta kazalec pa mezin stegnjena, če me razumete. Tako da hvala, Luka. To je bilo to za 33. Oziroma po domače, za Larry Bird, ne, ker ga vsi poznamo. Pogooglejte Larryja Birda, kakšen kralj košarke. Larry Bird, epizoda tehnične podpore. Hvala, ker poslušate. Kot vedno, dejte komu priporočiti ta podcast, če menite, da ste karkoli pametnega zvedeli. Ali pa neumnega, se mi lahko ljudje smejijo. Samo priporočite ta podcast. Hvala tudi vsem, ki res dajete ocene v Apple Podcast in pa na Spotifyju. In pa vprašam že ta obrazec, je v zapiskih. Nekaj, kar je nikoli ne rečem, pa sem tokrat za foro na koncu omenil. To je to. Najlepša hvala, ker poslušate. Do naslednjič. Čau.